Nadaljujemo pa z oddajo. Torej, v oktobrski javnomnenjski raziskavi, ki jo je opravila Mediana, je znatno padla podpora vladi in gibanju Svoboda. Delo vlade je pozitivno ocenilo 22% vprašanih, negativno pa 42%. Nekateri analitiki so nad hudim padcem presenečeni, drugi pa domnevajo, da odstotki podpore padajo sorazmerno s padanjem števila ministrov. Poslanec SDS Anže Logar je pripravil prvo javno tribuno svoje nestrankarske platforme sodelovanja. Med številnimi uglednimi udeleženci sicer ni bilo nobenega predstavnika SDS, razen poslanske kolegice Eve Irgl, ki pa je tja prišla iz prijateljskih nagibov. Predsednik stranke Janez Janša je pojasnil, nisem rabo prijet, se sem mu je zgovor napisal, kaj bom pa še poslušal. Sem vedel, kaj bo rekel. Astronauti ameriške vesoljske agencije NASA se bodo na Luno po več kot pol stoletja vrnili v slogu. Za oblikovanje njihovih oblek v okviru misije Artemis 3 bo skrbela znamenita italijanska modna hiša Prada. Kdo bo oblikoval oblačila bodočih slovenskih astronautov, ni znano. Glede na napovedano varčevanje, pa jih bojo verjetno nabavili v Primarku. Župan španske Sevilje je izdal odlok, s katerim so prepovedali neprimerno obnašanje turistov, pri čemer so menda najbolj moteče razposajene fantovščine in dekliščine. Podoben ukrep so že lani sprejeli v Malagi, kjer je lahko vsak, ki se po mestu sprehaja gol, ali pa če je oblečen zgor spodnje perilo, ali pa če okrog prenaša napihljivo lutko za seks, kaznovan z globo 750 €. Zaradi drakonskih kazni je že protestirala Zveza samskih in ločenih moških, ki zahteva pravico do partnerce po lastni izbiri. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.